Krvne bolezni tudi v naši družbi predstavljajo precejšnje breme. Poznamo jih veliko vrst, med njimi so tudi limfomi, ki jih seveda obravnavate v sklopu Onkološkega inštituta Ljubljana. Zato bi vas vprašala, kako je s pristopi pri zdravljenju, v kolikšni meri je uspešnost zdravljenja odvisna od tega, v kakšni fazi bolezni pride bolnik do vas, in kateri so najsodobnejši prijemi, ki največ obetajo? Ja, limfome obravnavamo na Onkološkem inštitutu, na oddelku za maligne limfome. Uporabljamo še vedno v prvi vrsti klasično zdravljenje z kemoterapijo v kombinaciji z biološkimi zdravili. Je pa eden izmed dejavnikov uspešnosti zdravljenja tudi stadij bolezni. Ni to edini dejavnik, jih je več. Pri najpogostejšem difuznem velikoceličnem B-limfomu so tudi še starost, potem vrednost LDH, ki je limfom vse prisoten, tudi izven bezgavk. Je pa potrebno poudariti, da tudi limfomi stadija 4 so lahko ozdravljive bolezni. S klasičnim prvim redom zdravljenja, kjer kombiniramo biološka zdravila in klasično kemoterapijo, pozdravimo približno 2/3 bolnikov. 10% bolnikov bo s prvim zdravljenjem neozdravljeno, kar pomeni, da na kemoterapijo ne bodo dobro odgovorili. Nadaljnjim 30% pa se bolezen po uspešnem prvem zdravljenju lahko ponovi. V fazi ponovitve zdravljenja lahko uporabljamo pri bolnikih, ki so za to sposobni, tudi visokodozno kemoterapijo in avtologno transplantacijo kostnega mozga, kar še vedno lahko vodi do popolne ozdravitve. Na voljo imamo tudi že novejša zdravljenja, kot so CAR-T celice, ki jih bolniki lahko dobijo v Sloveniji, produkt pa se naredi v tujini. Ko pa limfoma mi več pozdraviti ne moremo, imamo pa še kar nekaj zdravil sodobnih, ki jih lahko uporabljamo za podaljšanje življenja in ohranitev kakovosti le-tega. To so razna tarčna zdravila, bispecifična zdravila, male molekule, ki sicer same po sebi ne prinesejo ozdravitve, vendar pa lahko bolniki dolgotrajno in kvalitetno živijo tudi z boleznijo. Seveda pa se pri vseh postopkih zdravljenja vpletajo vanje tudi organizacijski izzivi, logistični izzivi. Kaj bi mogoče na tem področju izpostavili kot nekaj, kar je najbolj nujno urediti? Kar je naša največja stiska trenutno, je kadrovski primanjkljaj in pa tudi prostorska stiska. Bolniki z limfomom potrebujejo pogosto hospitalno zdravljenje ali zaradi večdnevnih kemoterapij ali zaradi zapletov zdravljenja, kar pa občasih tudi že težko zagotavljamo in moramo iskati bolniške postelje na drugih oddelkih. Pa se napovedujejo spremembe, ali je v tem trenutku o tem pravzaprav še nekako utopično razmišljati? Onkološki inštitut ima svoje načrte širitve, ki jih že nestrpno pričakujemo. Na kadrovskem področju pa smo nekoliko manj optimistični, čeprav imamo mlade specializante, ki se že vidijo kot zdravniki, ki bodo zdravili limfom.